En lep dober večer želim. Roman namenjam vsem divjim ženskam z volčjo dušo, ki se upirajo s ponom časa in družbe in si drznajo biti svobodne, bojevnicam današnjega časa. Spoštovane, spoštovani, en lep dober večer vam želim. Mislim, da imamo pred nami en zelo, zelo poseben večer in mi verjamem, da je med nami kar nekaj bojevnic. Ene skrite, ene odkrite. Zagotovo povemo, da je ena zelo odkrita in to je današnja gostja. Vem, da jo poznate in preden jo povabim na oder, imam še nekaj prijetnih dolžnosti. Verjamem, da tisti, ki ste prebrali Gret in greh, niste razmišljali, da boste prebrali tudi Sibilino sodbo. Obe sta, tamle sem zdajle poslušala Urško Klakočar Zupančič, da je rekla, da za obe knjigi je navdih zgodovina. In pa seveda zgodba ženske, ki se levi iz deklice, prizadete tako ali drugače ranjene, tako ali drugače zatirane, v tistem času še toliko bolj, do ženske, ki spreminja svet. Ampak najprej mora spremeniti sebe. To se zgodi v obeh romanih, o Gretinem grehu. Ne bomo povedali, če niste brali, kako se je končalo, in to se zgodi v Sibilini zgodbi in prav tako ne bomo povedali, kako se je končalo. Hvala lepa. En lep dober večer vsem ljubiteljem in ljubiteljicam literature. Lepo vas pozdravljam v svojem imenu in v imenu založbe Primus, ki danes skupaj v sodelovanju s Posavskim muzejem Brežice organiziramo ta dogodek in gostimo našo avtorico Urško Klakočar Zupančič, ki znova navdihuje s svojim novim romanom. Ta roman sledi popularnosti prvega romana, to je bil Gret in greh. Tako da v založbi Primus smo zelo ponosni in počaščeni, da sta oba romana išla pod našim okriljem. Močne založbe potrebujejo močne prostore. Mislim, da je ta en res najčudovitejših v Sloveniji nasploh. In danes sem prebrala misel, da tisti, ki ne poznajo svoje preteklosti, so v nevarnosti, da jo bodo ponovili, tudi vse tiste napake. In zato je seveda še kako pomembno, da se vračamo tudi v prostore, ki pričajo o preteklosti. In zagotovo je to Posavski muzej Brežice prostor, kamor se lahko vračamo, in zato zdaj k besedi vabim direktorico Alenko Černelič-Krošar. Spoštovani, spoštovane, draga naša gostja, avtorica romana, ki ga bomo danes tako navdušeno v bistvu spremljali oziroma predstavitev, potem pa verjamem vzeli tudi v roke. Urška Klakočar Zupančič, ki je, bi lahko rekli, na nek način tudi v Brežicah malo doma, ker je hodila v gimnazijo Brežice in ker je upam, da je stopila tudi v ta grad. Mi bi si namreč želeli, da bi naša gimnazija še večkrat dostopala v naše prostore, mogoče tudi to priložnost za tako javno spodbudo, kajti res gradovi so tisti nepremični pomniki naše raznolike preteklosti, tudi pomena, ki ga naše območje ima. Mi smo res na tem pomembni poti z vzhoda na zahod, zahoda na vzhod in tukaj seveda se vedno prepletajo različne identitete, srečajo različne skupnosti, zgodijo zgodbe, ki potem se ustvarjajo tudi širše. Tako da jaz ne moram reči, da je nekaj lokalno, ker je v bistvu vse globalno, lahko pa je geografsko bolj lokalno. Tako se mi zdi, da je izjemno pomembno velikokrat poudariti, da v bistvu popolnoma
Vsaka zgodba šteje in jaz bi zelo rada, da v bistvu v našem muzeju in da vse posod tu vsak posameznik šteje. In se mi zdi, da tudi to pripovedujejo romani naše gostje, da v bistvu vsak lahko nekaj naredi in vsaka zgodba premakne. Če premakne samo enega človeka, je že nekaj naredila in če spremeni saj eno življenje, jaz mislim, da je temu vredno se posvetiti. Tako nekako na hitro, kar sem prebrala iz različnih predstavitev, ker ne moram zdaj govoriti, da sem prebrala knjigo, ker jo nisem, in ne boste hitro potem lahko dobili pri tem. Torej, veseli smo, da se ta predstavitev v Posavju dogaja prav tukaj, ker mi si želimo povezovati Posavje, pripovedovati zgodbe, ki nas povezujejo v tej regiji, pa seveda so resnično širše. In tudi v tej dvorani, ki nekako sodi tudi v to obdobje, zgodbe, se pravi za 17. stoletje, v čas, ko našim prednikom ni bilo lahko. Mogoče ta razkošna dvorana kaže na to, da so živeli samo v razkošju in v obilju in v lepih stvareh, ampak niso, tudi ta družina Athens ni živela samo lepo in samo brez skrbi. Naprimer, če že tale mlajši gospodič je nekako v tem času, ko je slika nastala, celo umrl, ker so bili otroci ves čas bolni in tako naprej. Se pravi, vsa ta lepota pripoveduje seveda o tem estetskem nazoru in likovnem vzorju obdobja, hkrati pa vsaka mikrozgodba pripoveduje tudi zase. Ne bi vas rada na to napeljevala, ampak se mi zdi zelo pomembno in res sem vesela, da imamo avtorico, ki se tega zelo zaveda, ki ima zelo rada našo preteklost in zna iz te preteklosti vzeti neke tiste ključne stvari, ki nam pomagajo v sodobnosti. In to, kar mi verjamemo, da nam ta preteklost, ta dediščina pomaga se ustvarjati tudi prihodnost. Tukaj se mi pa zdi, da si vi tudi želite ustvarjati ne samo sodobnost, ampak tudi to, kako bomo živeli naprej. In to pa nam pomaga, nam pomaga ta zgodovina, nam pomaga poznavanje. Imajo pa literati, pisateljice, pisatelji to možnost, da lahko malo drugače tudi interpretirajo. Temu pa smo muzealci včasih malo, zato smo včasih muzealci literatom nevoščljivi, ker mi pa želimo resnico in samo resnico vam pripovedovati, ampak hkrati seveda se tudi mi oživimo, pa tudi mi še kakšno stvar dodamo. No, tako Greta kot Sibila, pa še kakšna o Urškinih knjigah, so res neverjetne ženske, nevsakdanje, divje čutne in seveda tudi lepe, tako lepe, da so se moškim šibile kolena. In seveda, kdo je bil kriv? Ja, one, ker so lepe. Dober večer. Ja, dober večer. Se ne morem verjeti, Vam povem, ko sem se peljala z avtom na Brežic zdajle, so me peljali, sem napisala en SMS in sem napisala, pa ne morem verjeti, da bom v Viteški dvorani Brežiškega gradu predstavljala svojo knjigo. Tega si še v sanjah ne bi predstavljala, tako še prav kratek čas nazaj, Da včasih se mi zdi, da kar sanjam. Sanje se uresničujejo, tudi Sibili so se na nek način, v sanjah, ki imajo zelo pomembno vlogo v tem drugem romanu, bomo kakšno rekli. No, ampak danes seveda kot aktualna predsednica Državnega zbora imate verjetno dopoldne popolnoma drugačno delo kot takrat, ko pišete, si predstavljam, in danes ste predvsem pisateljica in literarna ustvarjalka in tu bova, na tem polju bova ves čas. Ste želeli? Ja, hvala lepa. Sicer poskušam morda biti malo drugačna ali pa ustvarjati tudi takrat, ko upravljam svoje delo. Vedno malo skačem iz okvirjev, zaradi tega imam kar naprej težave, ampak nič hudega, če s tem premaknem koga, da začne razmišljati malo drugače, seveda vse z dobrim namenom, je tudi v redu. Sibila je bila pravzaprav čisto običajna ženska, tako kot smo vse običajne. Živela je v 17. stoletju, seveda tudi
tudi če bi si jo zamislili v 13. ali pa 10. ali pa 5. stoletju, verjetno ne bi bilo kaj veliko drugače. Bila je ženska z žensko močjo, z ženskim hrepenenjem, ženskim srcem, žensko vedoželjnostjo, žensko energijo, tako kot jo imamo vse ženske danes. Ampak takrat so bile ženske pač zatrte, pa ne samo takrat, še dolgo, dolgo časa po tistem, ko se je dogajala zgodba. Pa verjetno ni bilo vedno tako. Jaz si predstavljam, pa tudi nekaj stvari sem prebrala, da v prazgodovini je bila ženska čaščena kot boginja. Ker ženska je bila tista, ki je bila rodovitna, ki je dajala življenje, ki je prinašala na svet novo življenje. Ja, potem, ko so moški spoznali, da želijo imeti moč, oblast in predvsem nadzor, je bilo treba žensko ukalupiti oziroma spraviti pod nadzor. In to so storili, ker so seveda fizično močnejši. Pri tem jim je izdatno pomagala religija, predvsem krščanstvo, pa tudi prej judovstvo, pa potem islam. V bistvu vse monoteistične religije so žensko nekako potlačile. In šele po drugi svetovni vojni si je ženska začela spet dobivati tisti položaj, ki bi moral pripadati že od začetka. Pa še vedno nismo tam, kjer bi si želeli biti, da smo resnično enakopravni. Ker svet bo dobro deloval takrat, ko bosta obe energiji, moška in ženska, na ravnovesju. Sicer je vedno šibkejši potlačen in smo vedno v neravnovesju. Tako da Sibila je bila čisto takšna, kot so vse ženske tukaj. Strastna, čuteča, željami, predvsem željo, da bi kaj znala. Pa je to takrat seveda ni bilo dostopno, ni bilo dano. In zato je postala bojevnica, tam, kjer je pač lahko, kjer je imela možnost, kjer je srečala kakšnega zanimivega človeka, žensko predvsem, a tudi moškega, ki je predal kakšno znanje. In se je skozi neko obdobje v svojem življenju spremenila. Zato jo je čakala še ena težka preizkušnja. Seveda, zdaj ne bom izdala konca, ne? Ampak da odgovorim na vprašanje, popolnoma nič drugačna do vseh vas, samo živela je v drugem času, pa na tem kraju. Ja. Moram reči, da pri teh knjigah sem pogosto verjamemo to, da nas berejo tudi knjige. Tako kot mi beremo knjige, tudi one berejo nas zgodbe na neki način. Ženske, ki jih jaz opisujem v svojih knjigah, tako Greta in kasneje Sibila so grešne. Ker so v bistvu grešne, tudi dostikrat se v romanu ponovi, da se ženska grešna že rodi in potem plačuje za te svoje grehe celo svoje življenje in jih tak nikoli ne izplača. In zato se kaznujejo na tak ali pa drugačen način. Recimo Gretina mama se na nek način kaznuje, Greta se na drug način, Sibila spet na tretji način. Zapadajo življenjske situacije, ki jih zaznamujejo, tako kot bi zaznamovale tudi nas, in potem poskušajo se iz teh življenjskih situacij nekako izvleči. Včasih uspe, včasih jih pa ta dogodek pač zaznamuje do konca. Ja, in Sibili se zgodi nekaj takega, pa naj povem čisto po pravici, da ko sem se jaz lotila pisati Sibilo, sem vedela samo dvoje. Da bo šla iz Lichtenwalda čez Savo na Kranjsko stran in da bo končala v Smledniku. To je vse. Šla pa iz Sevnice. Šla je pa iz Sevnice, ker je pač Gretina zgodba se dogaja v Sevnici, to je moj rodni kraj, Sevnica zelo znana, postala, ker naenkrat, zdaj bomo imeli 3 poslance, da je Sevnica, sem slišala, tako da bomo še 3. dobili, pa Velanjo. Kaj je to proti Velanji? Neverjetno, pa še avtoceste nimamo, na štajerski strani, ja. Gremo potem čez reko
in na kranjsko stran, malo bolj dinamična zgodba, malo bolj divja. Bom rekla tako, Sibila je za razliko od Grete mogoče malo bolj prvinska, bolj naravna, morda tudi bolj naivna in zato tudi bolj iskrena. Ampak ravno tako gre čez težke preizkušnje in išče svoj smisel bivanja pač v tistem svetu in s tistim znanjem, ki ga je imela. Seveda ne moremo brez kakšnega lepega moškega, to ne gre, tako da tudi tukaj sem vključila enega. Ni sicer tako usoden, kot je bil Johan za Greto, ampak kljub temu je lep. Biti zraven nekoga, ki si tako želi biti svoboden, kot si je želela Sibila. No, ko ste že omenili, Boriboj moje ime in je res lep, jaz ga kar vidim, res je. Meni je še lepši kot Johan, če ste brali. A veste, kaj bi bilo zdaj zanimivo, če bi risali vsaka bi imena svojega? Ja, jaz vam lahko povem, da Johan, prototip za Johana je bil igralec Daniele Ljotti iz filma o Ivani Blazni. Ta film je bil, mislim, da 2002 posnet, tako da če katero zanima, kako je izgledal Johan, si lahko pogledate. To je bil Gretin kliš, Ja, zdaj, kdo je pa Boriboj, to pa pustimo. To pa pustimo.